Zvezde, 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 kapo dol, majco dol, gate dol, zokne dol, čevlje v stran, zvezde, od nas greste slečene. Gost v današnji prvi oddaji je Milan Pečovnik-Pidži. Lahko bi rekli tudi glasbeni samorastnik, seveda človek, ki je na velika vrata prinesel na slovensko glasbeno sceno country glasbo. Kaj vse nam je zaupal, pa seveda v nadaljevanju naše oddaje. No pa nam, Pidži, za začetek povej, kaj ti pomeni v življenju sreča? Sreča mi pomeni, da lahko v življenju delam stvari, ki so meni všeč. Se pravi, da mi služi zdravje, da sem v družbi z dobrimi prijatelji in da recimo v poklicu delam stvari, ki imam rad, da igram glasbo country, da se ukvarjam športom, vse to je za mene sreča. Po čem v življenju največkrat sanjaš? No, to bi čisto po resnici ne povedal. Drugače pa sanjam, da bi enkrat prišel v Nashville, v pravi country lokal in da bi tam bil ene 3 dni v tem ambientu. No, česa pa te je v življenju najbolj strah? Ja, sigurno me je strah, recimo, kakšne nesreče, da ne bi mogel teh stvari več delati, ki so prej omenila, da bi se mogoče mojim bližnjim zgodilo takšna stvar. To bi mi skrbelo v življenju. Kaj je tvoja najboljša lastnost? Moja najboljša lastnost? Da sem točen, da sem, bom rekel, korekten, da svoj posel, recimo v glasbi, opravljamo profesionalno in tako kot treba, da sem v službi vesen in, bom rekel, takšen, ki bi naj bil športni pedagog. Mislim, da sem dober prijatelj. Pa mi še zaupaj tvojo najbolj neprijetno stvar v življenju. Moja najbolj neprijetna stvar? Sem te presenetil, ne? Mislim, da jih ni bilo veliko. Da jih ni bilo veliko. Je bila kakšna, ki je posebej zaznamovala tvoje življenje? Je, ampak ni za televizijo. Pa morda kdo ali kaj vas lahko v življenju najbolj razjezi? Ja, mislim, da moja hčerka. Ona mi kar dela sive lase. Drugače pa bom rekel, sem takšen človek za dogovarjanje. Tako da, no, mogoče v športu, v sami igri sem včasih mogoče ne fer do mojih prijateljev, ker jih nadiram. Drugače pa... Si malce divji. Ja, drugače pa mislim, da nisem hitro jezen. Legenda govori, da v gori pici kralj Matjaž tam spi. Zlatnike svoje je koval, pravično vladati je znal. Grajska vrata odprta so bila, za kmeta siromaka reveža. Kralj Matjaž, slovenski kralj si ti, naj legenda tvoja dolgo še živi. Po preturki deželo branil je, mogočna pica se odprla je. Votlino z vojsko skrila ga, pred sovražniki zdaj čuva ga. Tam v pici on zdaj mirno spi in čaka, da nekoč se prebudi. Kralj Matjaž, slovenski kralj si ti, naj legenda tvoja dolgo še živi.
se kralj prebudil bo in na Slovenskem zopet bo lepo. Zlati časi spet bodo prišli, za kmeta siromaka vse ljudi. Kralj Matjaž, slovenski kralj si ti, naj legenda tvoja dolgo še živi. Kralj Matjaž, slovenski kralj si ti, naj legenda tvoja dolgo še živi. Z doline tople peco gledal sem, podobo kralja v steni tam ozrem. Narava ga sklesala je, ta legenda nikoli ne umre. Kralj Matjaž ponosno gleda nas, stene pece na Koroško vas. Kralj Matjaž, slovenski kralj si ti, naj legenda tvoja dolgo še živi. Kralj Matjaž, slovenski kralj si ti, naj legenda tvoja dolgo še živi. Kralj Matjaž, v naših srcih si, naj legenda tvoja dolgo še živi. Kralj Matjaž. No, Pidži, pa nam zaupaj, kaj te je nazadnje najbolj pretreslo? Ja, najbolj me je pretreslo podelitev zlatih petelinov, ki je pri nas eno veliko sranje. V bistvu manjka dosti, bom rekel, nominacij in bil bi že čas, da povrstijo tudi country glasbo. No, potem se verjetno tudi spomniš, kdaj si se nazadnje jokal? Ja, nazadnje sem jokal, ko mi je umrla stara mama, ki me je imela, ko sem bil mali, me je pazila 6 let, tako da sem bil na njo kar zelo navezan. Zdaj pa morda malce bolj na vesele teme. Kdo ali, na primer, kaj vas najlažje spravi v smeh? Ja, najlažje je sigurno kaki dober vid, če ga mi pove prijatelj, ali pa tako, ko smo v družbi, če kjeri v tisti debati reče kak dober štos, da se smijemo na račun drugega. Pa morda stari kavbojski prijatelj, kaj bi pri sebi najraje spremenil? Nič, ker sem taki dober. No, v tem veseljem vzdušju, pa morda nam še zaupaj. Koga bi najraje povabili? Jačo? Seveda bi najraje srečal svojega velikega vzornika Nelsona, mogoče tudi Kevina Costnerja in kakšno dobro igralko, recimo Demi Moore. Da bi šel z njo na pijačo in seveda malo spoznal tudi takšen svet. To pomeni potem, da bi jo peljal tudi na ples, ali to že najava za tvoj tretji spot? Tako, peljal bi jo nekam na v en country lokal, kjer je dobra country muzika, ker v diskotekah ji tak ne bi mogel pokazati, kak znam plesati. Pidži, pa nam še zaupaj, kaj najraje delaš v prostem času? Ja, v prostem času najraje delam stvari, ki mene veselijo. Se pravi, ukvarjam se z športom, rad igram tenis, smučam, nogomet, košarka s prijatelji. Rad tudi grem kam v družbo, na kaki ples, na dobro zabavo. Tudi na morje, v planine. Kateri izum v zadnjem času je na tebe naredil največji vtis? Ja, največji vtis je naredila na mene ta trgovina, v kateri se danes nahajamo. Za prijatelje nekatere, ki poznam, pa verjetno Viagra. No pa se vrniva zopet malce k športu.
Naprimer, kaj tebe najbolj razjezi v športu? Če bi me ti premagal v tenis. Kaj pa No, drugače? drugače pa, recimo, jaz sem pač športnik po duši. Bilo katero igro bom šel igrati, bom vzel resno, ne glede kdo je na oni strani. V igri bom v tistem trenutku bom dal vse od sebe in seveda bom hotel zmagati. Zato mi je šport všeč, ker je to en izziv. Tudi ko grem na veleslalom zvest, recimo, ljudje mislijo, da jaz tekmujem z drugimi. Jaz tekmujem na progi sam za sabo, da vidim, kako hiter sem še v teh letih, kaj zmorem v tem trenutku. Seveda se na vsako stvar tudi pripravljam in potem si želim tudi uspeha. Najbolj te pa razjezi kaj? No, povej. Če ima slab rezultat ali če kdo kaj goljufa? Ne, no, razjezilo bi me, če bi me kdo goljufal v igri, če pa me kdo pošteno premaga, pa Pa si samo žalosten. pa sem žalosten v tistem trenutku, potem pa gremo kaj popiti in po tekmi to pozabi. V športu najraje smučaš, pa igraš nogomet, pa tenis, pa skratka skoraj ni športa. Zdaj pa ne glede na panogo, kdo je tvoj najhujši tekmec v življenju? Najhujši tekmec. S kom si imel največje borbe ali Ja, z bratom. z bratom? Ja. V čem? Ja, v vseh športih. Ne? Brat je 10 let mlajši od mene in smo imela skozi potem neke borbe med sabo, kdo je boljši. Še zdaj, če greva kaj igrati, se vedno ali skregamo, stepemo se, ne. Tako da z bratom. In kdo je imel več uspeha, če nam še to zaupaš? Ja, no, zadnje čase ga ima on, ker je dosti mlajši in vendar v smučanju in še v nekaterih disciplinah se mu starejši pidži ne da. Bil si tudi član slovenske smučarske izbrane vrste, ne? Kljub temu, da je tvoje življenje težilo k dvem stvarem, se pravi na eni strani glasbi, športu, na eni strani šoli, ali si izgubil kakšne iluzije takrat, ko si nehal z aktivnim smučanjem? No, jaz moram reči, da sem se začel učiti kitaro šele pri 18 letih. V bistvu takrat se je moja smučarska kariera počasi zaključevala. Dejansko pa moram povedati, da je moja forma šele rasla in nekje takrat so bili te portoroški sklepi. V bistvu sem jaz imel takrat tudi rezultate za B reprezentanco, zato ker sem bil 21 let po teh sklepih, nisem bil več perspektivni in tako se je nekako tudi moja smučarska kariera končala. Imel sem srečo, da sem potem dobil takoj službo v Malečniku na osnovni šoli in tako sem potem z Nova Kmitijo smo naredili leta 81 prvo country skupino The Drava Country dečki in od takrat me ta zvrst spremlja in mislim, da sem kar dosti naredil v tej smeri, da ljudje poznajo tudi tuji country in seveda moja ideja je bila pač vedno, da dodam svoje stvari, svoja besedila, da govorimo o naših ljudeh v teh pesmih in to mi zaenkrat kar uspeva, to imam rad in dokler bom še toliko v kondiciji, da bom vse to uspel delati, služba in seveda še ta muzika, potem bo PG tu. Zdaj pa čisto na kratko, tvoj največji športni uspeh, samo enega povej. Ja, 3. mesto v smuku na državnem prvenstvu. Bravo, PG. In ker je tako, se preselimo s kamero tudi na snežne strmine, kjer je PG in prijatelji posneli en zelo zanimiv videospot smučanja. Na obrazbi smučanju smo tim in ne bojimo snežnih se strmin. Na smučke noro švigajo, kolena pa veselo migajo. Smučamo, smučamo, pojemo, smučamo. Smuči si pripnemo, smuka divja se prične. Bela opojnost za nas je pravi raj.
ne žuriramo. Prava smo klapa, tudi ko smo brez moči. A preski najboljši smučarji. Na glasbi in smučanju smo tim in ne bojimo snežnih se strmin. Na smučke noro švigajo, kolena pa veselo migajo. Smučamo, smučamo, pojemo, smučamo. Kogi, Bidži, Franci, Romi in še kdo. Glasbeniki, pevci, na estradi smučamo. Prijateljstvo nas druži, smučarji vsega sveta. 3, 2, 1, smuk in skik, hura. Na glasbi in smučanju smo tim in ne bojimo snežnih se strmin. Na smučke noro švigajo, kolena pa veselo migajo. Na glasbi in smučanju smo tim in ne bojimo snežnih se strmin. Na smučke noro švigajo, kolena pa veselo migajo. Smučamo, 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 pojemo, pojemo. Smučamo, 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 pojemo, pojemo. Smučamo. No, Pidži, pa nam povej še, čemu bi se v življenju najtežje odpovedal? Ja, najtežje športu, glasbi, svoji čiri bi stal vedno ob strani, ne? In pa recimo svojim dobrim prijateljem. Torej, nekaj stvari si tukaj sigurno izpustil in to verjetno čisto namerno, ne? Ja. Ja. Pidži, pa morda še to. Kakšen naslov bi o sebi najraje prebral v časopisu? Da je Pidži z svojim bendom igral pred 100.000 ljudi, denar smo pa recimo poklonili za humanitarne namene. Komu, na primer? Ja, mogoče tisti, ki se zdravijo proti raku, mogoče tisti, ki so revni in lačni, in mogoče tudi kakšni instituciji, ki se ukvarja z tem UNICEF, recimo. No, Pidži, kot športnika verjetno zanimivo vprašanje prav zate. Katerega športnika bi ti pri nas postavil za športnega ministra? Ja, za športnega ministra bi postavil športnika, ki se je ukvarjal z športom, seveda, da pozna vse te probleme, ki so v športu, kakšnega ambicioznega, ne bi pa bilo treba, da je glih neka zvezda v bilo kateri športni disciplini. No, Pidži, med tabo se vedno prepletata šport in glasba, pa nam še ti zaupaj, kdo so za tebi največji športniki stoletja, seveda slovenski, tisti, ki še živijo in tisti, ki so pač bili prisotni v slovenskem športu. Ja, v prvi vrsti Leon Štukl, od tistih, ki so pa še živi, pa Miro Cerar, Bojan Križaj. To bi jaz dal za športnike stoletja. No, pa pustimo šport malce pri miru. Pidži, katerega slovenskega politika najbolj cenite? No, glasbeniki sicer nimamo radi vprašanj o politiki, vsekakor pa Janez Drnovšek. No, moram ti priznati, da je v tem kavbojskem svetu prav čudovito. Včasih se človek z mislimi kar nekako sprijazni in odpotuje na divji zahod, ter bi tam kar užival in se nekako vrnil v tisto bolj naravno življenje. Kljub temu pa še vedno ostajamo malce pri športu. Kateri športni novinarji so tebe naredili največji vtis ali morda jih smatraš za tiste najboljše v tem trenutku?
Ja, tako bi rekel, vsak na svojem področju, ne? Med njimi pa so Ivo Milovanovič, Marjan Fortin, Franci Pavšar mlajši, Nani Matjašič, če ga poznate. Morda v tem trenutku ravno ne. In pa seveda Ebergant. Ja, Ebergant. V redu, Pidži, hvala tudi za kompliment, čeprav sem zdaj nekje tvoj nasprotnik, kajti Kavbojci pa Indijanci so bili ves čas skoraj nasprotniki, ne? Dobro, zdaj v modernejšem času smo spet prijatelji. Pa nam še zaupaj, kje si nazadnje preživel svoje počitnice? No, zadnja leta dejansko hodim za ene 3 mesece, za ene 3 tedne, če bi hodil 3 mesece, je bilo fajn, za 3 tedne nekje na morje, na Hrvaško, se pravi v Črvar in pa seveda en teden v planine. Tak za zadnje čase. Ja, in koga bi s seboj vzel, če bi moral iti na samotni otok? Na samotni otok? Ja, vzel bi dobre mrhe in nekaj mojih prijateljev in mislim, da bi se tam ne bi več imenoval otok samotni otok, ampak srečni otok. No, ko sva ravno prej načela dobre mrhe, kaj praviš ti o teh silikonskih vložkih za ženske, da so potem seveda prsa večja, lepša? No, jaz mislim, da bi mogle imeti ženske toliko samozavesti same, da si ne bi dali teh umetnih silikonov noter. Nimam še izkušnje z takimi joški, da tako rečem, in mislim, da bi mi bilo kar bolj všeč na ravni joški, pa tudi, če ne bi bili tako lepi. Pidži, povej, kaj ti v življenju pomeni seks? Ja, v tem trenutku skoraj največ. Največ. Pidži, krasno in pošteno si povedal, čeprav se ob vsem tem tudi rad vračaš na Koroško. Lepo je živeti na Koroški. Nije ceste, ki te pelje, lepše kot je ta, ki te vodi na Koroško, odkoder si doma. To nebo, ki je krog tebe, se povsod dotika trav. Sije luna na dolino, riše sence prek planjav. Ko zaviješ na Koroško, glasba vse povsod. Po hribih so kmetije, ljudje odprtih rok. Rad se spomniš na otroštvo, na vesel, brezskrben čas. Tu zavije z glavne ceste, da obiščeš rojstno vas. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nije ceste, ki te pelje, lepše kot je ta, ki te vodi na Koroško, odkoder si doma. To nebo, ki je krog tebe, se povsod dotika trav. Sije luna na dolino, riše sence prek planjav. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca.
vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Nasmeh, ki ga ne skrivaš, prihaja iz srca. Saj se vračaš na Koroško, tja, kjer si doma. Si povej, katera zvrst glasbe ti je najbolj všeč? Kaj misliš? Ne vem. Country glasba. Si že čul za to? Bravo, Pidži. No, Pidži, vidiš, tudi kavbojci so bili frajeri. Lahko so v isti obleki spali, nema povedala bilo kaj. Midva sva se tudi zdaj zbudila nekje na divjem zahodu, sama v puščavi. Pa tebe smo. Pa povej, katera žival ti je najbolj všeč? Muca. Muca? Ja. Čeprav v puščavi težko najdemo muco, pa morda vprašanje pol za muco. Kakšen tip ženske je tebi najbolj všeč? Ženska bi naj bila za mene, ne? Simpatična, nežna, urejena. Ne bi se ukvarjala malo z športom, tako kot jaz. In imeti me more rada, jaz pa njo. Opa, to pa je čustveni zliv. Ja. Ja? No, povej, se bojiš kaj ajca? Tako, kak so rekli oni... Tako hudič križa, ali kaj? Tak, ja. No, malce sem ti pomagal, ampak hvala, Nani. No, pa potem pri Playboyu ti ponudijo $1 milijon, da se slikaš gol. Da ti vidi cel svet, da vidi prav vse od glave do pete. Bi to storil? Za pol manj. No, torej, Pidži, ti si dobil v svoji karieri tudi zlato ploščo, ne? Res je, in to za projekt Slovenske narodne country, kjer sem naredil znane, bom rekel, ljudske pesmi v country izvedbi. Moram reči, da ta projekt so v začetka mi celo nekateri odsvetovali, vendar jaz sem verjel, da gre, bom rekel, naša narodna muzika in country skupaj, in to se je tudi pokazalo sedaj po prodanih ploščah. Super. Pa se vrniva zopet malo k športu. Tvoje mnenje o slovenskem nogometu? Ja, mislim, da so vse moštvene igre v Sloveniji so naredile zdaj v zadnjih 2 letih ali pa leto velik napredek. Največjega vsekakor nogometaši Pivovarne Laško in pa seveda tudi rokomet v letošnjem letu, zelo dobre tekme, Evropsko prvenstvo, potem uvrstitev na olimpijado in pa seveda smo imeli kar 3 predstavnike v rokometu v teh klubskih tekmovanjih. Morda kaj pričakuješ od slovenske nogometne reprezentance na prvem tako ognjenem krstu na Evropskem prvenstvu? No, jaz mislim, da naša reprezentanca je mlada, dobra, ambiciozna, tako da računam na kakšni 2 zmagi. Skratka, velik optimist. Ja, jaz sem pri vseh, bom rekel, pri športu sem optimist in seveda, dokler nisem premagal, pač tako mislim. Mislim na zmago in želim, da našim fantom uspe in da dobro zastopajo naše barve. Najboljši slovenski nogometaš? Ja, v tem trenutku sigurno Zahovič. Kaj pa nasplošno? Nasplošno pa mislim, da Oblak. No, kateri je pa tisti tvoj nogometaš, ki ti je nekako najbolj pri srcu v vseh teh svojih letih
domač, tuj, bilo kdo? Tako ne bi mogel reči, da sem imel pri nogometu enega samega vzornika. Mislim, da v tem trenutku Zahovič. Zahovič. Ja. Lepo priznanje za našega nogometaša in je morda, kdo je za tebe športnik tega tisočletja med vsemi športi? Ja, to sva že povedala. Ne, to si povedal samo za slovenske športnike, sedaj pa velja za cel svet, če temu tako rečemo, ali za planet Zemljo. Mislim, da Muhamed Ali. Muhamed Ali, torej bo ena boksarska. Lahko. Tisto poletje na morju, bil sem z družbo na plaži, igral sem kitaro ob ognju, peli smo žurje bil pravi in luna je sijala na obalo. Tiste noči ti si prišla, tiste noči ti si bila najlepša zvezda na obzorju. Valentina, bila je najina noč, Valentina, bila si moja vso noč, Valentina, bilo je najino poletje. Tisto poletje na morju, zaljubil sem se v trenutku, skupaj sva pela obeta, želela si lepih trenutkov in luna je sijala na obalo. Tiste noči ti si prišla, tiste noči ti si bila najlepša zvezda na obzorju. Valentina, bila je najina noč, Valentina, bila si moja vso noč, Valentina, bilo je najino poletje. Tisto poletje na morju, valovalo je morje drugače, valovi bili so močnejši, penili so skale obale in luna je sijala na obalo. Valentina, bila je najina noč, Valentina, bila si moja vso noč, Valentina, bilo je najino poletje. Valentina, bila je najina noč, Valentina, bila si moja vso noč, Valentina, bilo je najino poletje. Moram priznati, da so tudi ti Indijanci bili pravi asi, ko so tako vlekli pipo. Bolj zdravo so živeli. Torej, Pidži, še ti nekaj ti ob koncu, ob takih slavnostnih trenutkih se pokadi pipa miru, pa da vidimo. Ti imaš pa prakso?
Imaš prakso, ne? Ne, jaz sem proti kajenju, ne. Vse jaz tudi, veš. V življenju nikoli nisem kadil in tokrat sem potegnil za najin mir. Za najin mir. Tako. Torej se pravi, vse, kar smo te razgalili, bova nekje zakopala z bojno sekiro, z pipo miru, bo ostalo vse tako, kot je bilo prej. Tako. Pa morda za konec, Pidži, še odkriješ kaj takega v sebi, ko nisi povedal še nobenemu. Pidži ima vas rad. Torej, se spomniš, tudi na enem izmed najnih intervjujev se je zgodilo nekaj izredno smešnega, ko sva se potem še smejala skoraj celo noč ob kakšni dobri flaški pira. Se spomniš? Ne vem, ker midva smo dejansko, bom rekel, snemala ogromno oddaj skupaj, tako da me malo spomni, no? Ja. Kaj pa tisto, ko sva roke vlekla fejst na razen, se spomniš? Ne. Se ne spomniš? Ne. Ko sva končala in si prijazno ponudil roko v slovo. Zdaj se spomnim. Ja, pa bom izdal, kaj je bilo, ne. Jaz sem imel v roki namreč žvečilno gumo in ta se je nama zalimala, roke so se nama zalepile in komaj sva jih dobila na razen. Tokrat sva vzela rajši pipo miru, ne. Je lažje in boljše. No, upam, da so tudi gledalci bili zadovoljni, saj so spoznali marsikatero skrivnost o našem estradniku, umetniku in edinem pravem slovenskem kavboju. Mi se poslavljamo iz divjega zahoda, tukaj v fantastičnem ambientu, ki so ga pripravili za vse tiste, ki ne veste, ob trgovini Ligro v Mariboru. Vsi tisti, ki pa bi seveda želeli stopiti na trdna tla divjega zahoda, scena je vaša, ne, Pidži? Tako. Trgovina Divji zahod in vabljeni po nakup. Po nakup, torej gremo. Divji zahod, najino slovo, Milan Pečovnik Pidži, v drugi oddaji pa gostimo seveda še enega estradnika, ki ga bomo prav tako kot Pidžija razkrili do konca. Čao. Radi kličejo me vsi, klobuk imam, kitaro igram in rad prepevam med ljudmi. Najglasnejši kavboj sem, ko prepevamo, če kitaro zaigram, noc beži v dan. Uranca črnega imam, da odjezdim z njim, k ljubici na konc vasi, ko vse mirno spi. Kavboj Pidži, hej, kavboj, radi kličejo me vsi, klobuk imam, kitaro igram in rad prepevam med ljudmi. To deželo rad imam, tu sem jaz doma, svoj revolver vrzil tla, saj ne rabiš ga. Uranca črnega imam, da odjezdim z njim, ljubici na konc vasi, ko vse mirno spi. Kavboj Pidži, hej, kavboj, radi kličejo me vsi, klobuk imam, kitaro igram in rad prepevam med ljudmi. Kitaro igra in rad prepeva med ljudmi.
Najglasnejši kavboj sem, ko prepevamo. Če kitaro zaigram, noč beži v dan. Vranca črnega imam, da odjezdim z njim. K ljubici na konc vasi, ko vse mirno spi. Kavboj piči, hej kavboj, radi kličejo me vsi. Klobuk imam, kitaro igram in rad prepevam. Nebudni.